Vera brez del je mrtva, pravi sveti Jakob. Kaj to pomeni? Brez vere ni odrešenja. Kdor veruje, bo zveličan. Tvoja vera te je rešila, je govoril Jezus. Kaj je to vera? To je oklepati se nekoga, dati zaupanje nekomu. To je hoja v korak z nekom in sodelovanje z nekom. Vera nastaja v pogovoru. Ona namreč ustvarja zaupanje. Molitev je pogovor z Bogom. Po pogovoru in prepoznavanju ter sklepanju prijateljstva se začne skupno življenje. Sklenjeno prijateljstvo v molitvi se želi sedaj odraziti v delu, v življenjskih situacijah. Pravzaprav šele v praksi uresničuje zaupanje. Šele v delu se vidi, ali in kako vernik moli. Bog želi sedaj biti vsak trenutek verniku v pomoč. Tako nastaja nova kvaliteta življenja in družbenih odnosov. Moliti in ne računati na Boga v življenju je pravzaprav zapustiti Boga. To je praktični ateizem. Številni verniki pa živijo v takšnem ateizmu. Oni dolgo molijo in imajo izkustvo Boga, toda puščajo ga na kraju molitve in sami delajo dalje brez Boga. Zanašajo se samo na sebe. Molitev brez angažiranja je mrtva. Ona se samo skozi delo in življenje daruje in vidi. Kdor se z Bogom pogovarja, pa potem ni pripravljen nič storiti za Boga, je lažni vernik. Kdor moli samo, da dobiva od Boga, je egoist. Kdor ne daje Bogu svojih moči in pripravljenosti, da nekaj dobrega naredi za ljudi, je dvoličen vernik. On vero zlorablja samo za svoje cilje. Vera brez del ni prava, ker je mrtva. Prav tako je molitev brez del brez uspeha. Nima se kje pokazati, nima kje zaživeti. Samo ljubezen naredi vero živo.